Kakšna je povezava med esenco in formo sporočila, formo jezika, ki ga uporabljamo? Ko govorimo o esenci določenega sporočila, govorimo v bistvu o potrebah, zaradi tega, ker je v bistvu vsak komunikacijski odziv, vsako dejanje je naš poskus, kako skušamo zadovoljiti določeno našo potrebo. In potem je samo vprašanje, kakšno formo jezika bomo potem uporabili, na kakšen način bomo to skomunicirali, v kakšno formo bomo oblikovali to sporočilo, da lahko potem to esenco posredujemo drugi osebi ali pa večjim osebam. In tle se mi zdi spet zanimivo se povpraševati, kakšno formo jezika uporabljamo. In a ta forma jezika, ta forma komunikacije, ki jo uporabljamo, a dejansko podpira to esenco, a dejansko podpira to, kar dejansko želimo sporočiti, a podpira te potrebe, ki jih skušamo v tisti situaciji zadovoljiti. Konkreten primer, recimo, če si želim več ljubezni, si želim neke intimnosti, si želim, recimo te dve potrebi v nekem partnerskem odnosu. In če ti dve potrebi nista zadovoljeni, kaj se pol zgodi v mojem telesu? Bom verjetno čutil neko frustracijo ali pa celo bolečino. In ker se nisem naučil predihati in predelati te frustracije in bolečine, se pol premaknem v glavo in v glavi se srečam z programi jezika, ki slišijo na način obtoževanja sebe ali pa drugega. In potem bom recimo svojo partnerko ali pa nekega prijatelja, prijateljico začel obtoževati, okrivljati, mogoče mu celo povzdignil glas. In na ta način sem se v bistvu totalno oddaljil od esence, od mojih potreb, oziroma sem zmanjšal možnost, da bodo te moje potrebe podprte oziroma slišane. Konkreten primer, recimo, če pogledamo še enkrat, če moja esenca, moje potrebe so po ljubezni in intimnosti in recimo dostikrat se zgodi, ali počasih se zgodi, da to skomuniciramo na tak način, recimo, če govorimo o nekem partnerskem odnosu. Kaj s tabo? Kaj je s tabo, nič te ni doma, skozi se družiš, skozi sam delaš, skozi se družiš sam z onimi svojimi prijatelji. Kakšen odnos je to? Kaj za Boga se greš? Recimo, se šel komunicirati iz frustracije, iz te bolečine. Medtem ko če bi uspel se zavedati ali pa se prevprašati, kakšno formo jezika bom jaz zdaj uporabil z namenom, da bi jaz skomuniciral tej moji dragi prijateljici, partnerki, da si v bistvu želim stika, si želim intimnosti. Potem lahko uporabim drugačno formo jezika, s katero povečam možnost, da bom te potrebe podprl, da bom podprl to esenco sporočila, ki si ga dejansko želim skomunicirati. In lahko povem na tak način, ko vidim, da greš dan zvečer ven in da jutri cel dan delaš, v bistvu me stiska, v bistvu si želim več časa preživeti s tabo, želim si več stika s tabo, pogrešam najino intimnost. Kako ti je to slišati? Mislim, da je razlika kar očitna.